Carine, populizem, naš vsakdanji. Carine, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump dolgo napovedoval in obljubljal, so zdaj realnost. Trump je napovedal, da bodo ZDA na uvoz blaga iz večine trgovinskih partneric uvedle 10% carine, na uvoz iz približno 60 držav pa še višje. Za uvoz iz EU bodo veljale 20% carine. 10% carine bodo začele veljati 5. aprila, višje carine za posamezne države pa 9. aprila. Že včeraj pa je začel veljati tudi izvršni odlok o 25% carinah na uvoz avtomobilov, lahkih tovornih vozil in delov zanje, ki so izdelani izven ZDA. Doktor populizma ameriški narod kakopak prepričuje, da gre za zaščito domačega gospodarstva. Pa čeprav je zgodovina že večkrat potrdila, da sploh višje domače uvozne carine negativno vplivajo na realno gospodarstvo tako države, ki je povišala uvozne tarife, kot tudi držav, na katere višje uvozne tarife vplivajo. Številna strokovna mnenja, da je trgovinska vojna najslabša strategija, za zdaj, kot kaže, ne štejejo prav veliko. Populizem velja. Skrbi, ker z ekonomskega vidika carine kot vladne intervencije v mednarodni trgovini ovirajo svetovno gospodarsko aktivnost, to pa prinaša negativne učinke tako na podjetja kot na potrošnike. A vrh EU skuša kar najbolj pomiriti javnost. Kot je v odzivu na napoved ameriških carin poudaril predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, je trgovina močan motor svetovne blaginje. In EU bo po njegovem ostala odločna zagovornica proste in pravične trgovine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je šla še korak dlje. Zagotovila je, da ima Evropa na voljo vse potrebno, da preživi to nevihto. In dodala: v tem smo skupaj. Ko se spraviš na enega od nas, imaš opravka z nami vsemi. Naša enotnost je naša moč, je poudarila. A realna nevarnost ostaja. Carine bodo imele zagotovo negativno vpliv na obseg proizvodnje in na dobičke določenih podjetij, kar pomeni več pritiska na cene tudi za slovenska podjetja, ki so podizvajalci velikih podjetij. Potrošniki pa se lahko soočijo z manjšo izbiro produktov in višjimi cenami. Še več, negotova situacija lahko vodi do njihovega nezaupanja in nižje potrošnje. Kakšna bo realnost, bo kot pogosto pokazal čas.